Že tukaj Valentin. Danes bom govoril malce o medicini, zlasti o prevarah naše sodobne medicine. Moja mati je tudi delala v zdravstvu, bila je medicinska sestra babica in kljub temu, da je bila del zdravstvene stroke, si je na koncu uspela popolnoma uničiti svoje fizično telo in do te mere, da je naredila samomor. In že takrat sem začel sumiti, da z našim zdravstvenim sistemom ni vse v redu. Potem sem pa našel še precej raznih virov informacij, ki so to mojo domnevo potrdili. Ena izmed takih pomembnih literarnih del je knjiga z imenom Natural Cures that they don't want you to know about. Po slovensko naravna zdravila, za katere nočejo, da bi vi izvedeli. In to knjigo je napisal Kevin Trudeau, ki sem ga tudi osebno imel čast spoznati. V tej knjigi je zelo podrobno razkrinkana globoka sistemska korupcija v medicini, zlasti v farmaciji. Sedaj, pred kratkim, pa je še en zdravnik, doktor, naredil zelo obsežen dokumentarec, torej dokumentarno videoserijo, ki se imenuje Betrayal. To po angleško pomeni prevara. Zelo kratko in nazorno. In ta medicinska serija govori predvsem o vzrokih za avtoimune bolezni. Med te bolezni sodijo razne srbečice, kožna obolenja, raki, tumorji, diabetes, vse, za kar medicina pravi, da ni nekega zunanjega vzroka, ampak so to neki skrivnostni ali podedovani vzroki in tako naprej. In potem se pretvarjajo, da to ne znajo pozdraviti, da se ne ve, kako se to pozdravi, in te simptome potem tretirajo z nekimi zdravili in metodami, na osnovi katerih medicina oziroma farmacija bogato služi, medtem ko se te bolnike še naprej ohranja zmerno bolane ali da celo mnogi med njimi umrejo. Recimo raka se obravnava z kemoterapijo in obsevanjem, kar je dokazano neučinkovito oziroma škodljivo za človeka. Številni drugi zdravniki pa dokazujejo vrhunske, nekateri celo 100% uspehe zdravljenja z popolnoma neškodljivimi, naravnimi in zelo poceni načini. Iz te serije bi lahko marsikaj povedal, ampak je zelo obsežna. Obsega namreč 8 delov, vsak del te serije pa je približno 1,5 ure dolg videoposnetek. Poudaril bi samo eno kratko dejstvo, in sicer, da so v glavnem vse avtoimune bolezni povezane z stanjem v našem črevesju. Kajti zdravje črevesja je ključno za zdravje celotnega fizičnega telesa. Črevesje je del prebavila, je sloj, ki nas loči med našim notranjim svetom, med drugimi notranjimi organi ter zunanjim svetom oziroma hrano, ki jo damo vase. In če črevo ne deluje pravilno, če ima razne ranice, razpoke, potem prepušča škodljive snovi in toksine v naše fizično telo in posledično pride do tako imenovanih avtoimunih bolezni.
To bi bil edini tak pomemben podatek, ki sem se ga zapomnil iz te serije. Lahko bi tudi rekel, da kar je bistveno za fizično zdravje, seveda tudi mentalno zdravje, kakšne imamo naše miselne vzorce. Če si želite to serijo tudi sami ogledati, je namreč na voljo brezplačno vsem dosegljiva preko temu namenjene spletne strani, torej domene z imenom betrayalseries.com. Vas vabim, da greste na to spletno stran in si to serijo ogledate, oziroma še lažje bo, če enostavno pogledate v opis tegale mojega videoposnetka in kliknete na povezavo, ki sem jo vam napisal v tem opisu. Toliko na kratko glede tega. Hvala za posluh in nasvidenje.